Dober in lep večer, dragi moji gledalci. Nocoj se spominjam nekega dne pred 10 leti, ko sem se kot gostja v nekem intervjuju na neki televiziji pogovarjala o ženski moči. Beseda je nanesla na menopavzo in vse ženske v studiu z mano vred smo utihnile, kot da bi nas ta beseda opekla. Gostiteljica, mlada ženska, pa je klepetala o menopavzi sproščeno in delila nasvete sem in tja. In med reklamnim blokom v pauzi sem se sklonila k njej in ji zašepetala na uho: Ti, ja veš, da mislim, da sem tudi jaz tam v menopavzi. A res, čudovito, je zažvrgolela. Potem pa povej kaj, kako se počutiš? Kako? Kaj naj povem? Ne morem. Sram me je. A najprej celo Slovenijo govorim, da sem v menopavzi. Sram? Pa saj nisi edina. A veš, koliko vas je ta trenutek na svetu? Pa saj to ni nobena sramota. Ja, ne, dragi moji, biti ženska v zrelih letih, biti v menopavzi, stopiti čez neko začrtano fantomsko mejo, ki nas loči od normalnih žensk, ni in ne more biti nobena sramota, ker je v bistvu to zmaga. In to je začetek nečesa najlepšega, kar se je zgodilo v mojem življenju, meni osebno. To je ženski krog, mnoge so ga prehodile pred mano in mnoge prihajajo za mano. Tudi Saša postaja ona. Saša Božič je intuitivna raziskovalka notranjih pokrajin, pisateljica in mentorica, ki v svojem delu povezuje avtentično izražanje, žensko modrost in duhovno rast. V knjigi Postajam ona združuje osebno zgodbo z izkušnjami drugih žensk in s tem ustvarja prostor za sočutno prepoznavanje ciklov in sprememb, ki zaznamujejo življenje vsake ženske. Dobrodošli v najino družbo in dobrodošla, Saša! Hvala ti, Zvezdana. Kako sem vesela. Izvoli. Hvala. Draga Saša, ti se meni zdiš ena taka prav posebna ženska, oziroma ena izmed unih Slovenk, ki meni kar malo srce zatrepeta, ker sem tako ponosna. Svetovljanka, po celem svetu hodaš, v svojih rokah držim 2 tvoji knjigi, vem, da si še eno napisala, ki sem jo o Indiji, o eni ljubezni, ki sem jo tudi prebrala. In tukaj tudi v eni prekrasni knjigi Nazaj k sebi, zraven druge, o kateri se bova še pogovarjali, oziroma bo iztočnica za najin pogovor, vidim, da si prepotovala cel svet. Kaj si iskala? Kdo si? Kaj delaš? Kaj sem iskala in kdo sem? Sem iskalka. Iskalka, ne? Ja. Iskalka globjega pomena, globje resnice tega, zakaj smo tu in zdaj. To je bilo vedno neka moja misija, hkrati pa ob tem novodobnem izgubljanju pomena bivanja in vedno bolj naraščajočih številkah in naraščanju težav v duševnem zdravju, sem želela najti kot nekdo, ki je šel, jaz sem ekonomistka po osnovni izobrazbi, nekdo, ki je šel čez vse faze korporativnega življenja, dal to za sabo in šel v dobrobit posameznika, se pravi, sem se ukvarjala tudi s terapiranjem in to. Probala sem najti nekaj, kar bi nas res vrnilo nazaj k sebi, zato tudi knjiga Nazaj k sebi. In kje to drugje najti kot pri naših prednikih? Ja. Velikokrat mi ljudje rečejo, Saša, ne moramo vsi postati aboriđini pa Masaji, ni pomen v tem. Ampak obstajajo, na tem našem lepem planetu obstajajo skupnosti na obrobju sodobne družbe, ki še vedno živijo življenje, ki je bolj pristno naši izvorni človeški naravi, našemu DNK-ju.
Ja. In nekateri od njih zavestno zavračajo sodobno družbo in sodobno življenje. Moj namen pri projektu, ki se je drugače imenoval En svet, ena družina, je bil, jaz sem v enem letu prepotovala svet. Ja, tako v tisti znani osmici, ki se nikoli ne konča. Ne? Ja, ker se nikoli ne konča ta del. Prepotovala svet in živela z 11 staroselskimi plemeni in se od njih skozi njihov način, se pravi samo s ponižnim poslušanjem zgodb starešin, Ja. moških in žensk, učila o, se mi včasih tako res kar grozen, da moram to sploh reči, o tem, kdo mi res smo. Ker smo v tej hitrosti in norosti se toliko umaknili in naredili obvoz iz te črte potovanja, ki nam je pač izvorno dano, da ne bi ga hodili, da je ravno ta odklon tisti, ki povzroča ta notranja nesoglasja, ki jih potem, ker ne vemo, kaj z njim, se ne podučimo, nimamo na voljo mogoče dovolj znanja, želimo ta nesoglasja in te neprijetne občutke potlačiti v sebe. Iz tega izhaja alkoholizem, vse sorte odvisnosti in anksioznosti in depresije. Seveda imamo tudi klinične razloge za patološke. Ampak izvorno pa, kdo mi smo? Ja, vse to nam ves čas govorijo. Bodite vi, mislim, živite sebe. Ampak kaj to sploh pomeni? Ne? A veš, jaz na primer vem, da je treba biti prizemljen in dolgo časa sem si predstavljala, da je biti prizemljen tam gor na kmetiji hoditi bos. Ne? Pa tudi to ni dovolj. Ne? Ker sem se spomnim šla k eni deklici, Benedikti, ki mi je pogledala čakre in je rekla, ti nisi prizemljena. Kako jaz nisem prizemljena? Kaj to pomeni torej? Ja. A veš, prva staroselska značajska vrlina, se pravi ta osmica, ki si jo pokazala, Ja. če bi v enem kratkem povzetku, da bi me vprašala, Saša, kaj je ena beseda, ki si jo odnesla od vsakega od teh plemen, Ja. sem potem vedno s sabo vzela eno besedo. To ni nič plansko prišlo. Tudi moja potovanja, nič od tega ni bilo splanirano. Jaz sem kar šla. To je tista stvar, ko enkrat teče v življenju ja. In ta svoboda zavedanja, da vse, kar mi imamo, res je odločitev. Ja. In reči življenju ja. To lahko pride s ceno, seveda, lahko je neprijetno, lahko vse sorte. Ja. Ampak vedno imamo v svojih rokah svojo odločitev, kako narediti naslednji korak. In tako sem jaz hodila to pot. Kar šla sem, pa kar tisto, kar je bilo na meni, se je kar zgodilo, pa kar ta me je sprejel, pa tisti me je sprejel. No, in kaj sem se jaz na tej poti naučila, je začetek z Aboriđini je bila avtentičnost. Kdo jaz res sem. V svetu, ki hlepi za prepoznavnostjo, za slavo, za 5 minut super uspešnega reelsa na Instagramu ali pa na TikToku, obstaja ljudstvo, pri katerih sem jaz bila eden od aboriđinskih ljudstev Anangu, ki sem rekla, se lahko pogovorimo, jaz bi malo posnela to. In me je rekla, ta starešina gospa me je gledala, ne. A veste, pa čist mirno me je poslušala. In pa so šla sicer na nekaj razlagala in je dobesedno v pol ure povedala 3 stavke. A veste, to je en grm, ona se je tako gledala. Pa že ne vem, če si prebrala knjigo Klicali so jo dvoje src. Ja, seveda. A veš, ko pravijo, da telepatsko komunicirajo. Ja. Ojoj, kaj je tam? Ena mojih najljubših knjig. Ja, a ne? A veš, pa si rekel, kaj je ta vse vid. To je grm, pa je bila tih 10 minut. In tukaj imamo ta sadež, spet ko gledala, se tako, ok, v redu je. Tako ne komunicirajo, kaj hočem povedati, ne komunicirajo linearno. In zavračajo to, da bi nam preveč dali, če ne začutijo, da smo že pripravljeni. Na srečo sem potem tam srečala eno Paulino, ki so jo sprejeli po 5 letih in je z njimi živela in mi je ona povedala,
ampak izvorna avtentičnost. Oni so avtentično rekli ne. In potem sem se začela ukvarjati s tem, kaj je ta avtentičnost. In sem pri ljudstvih francoske Polinezije, oni imajo izraz, tudi na Havajih uporabljajo ta izraz, ki se mu reče mana. Mana je super moč. Aha. Nima zveze s to našo nebeško mano. Ne. Ne. Mana je formula tvojih karakternih lastnosti, sposobnosti, vsega, kar ti je bilo dano in kar si se preučila in kar ti je življenje potem tokom tvoje poti dalo, in to je tvoja lastna formula, tvoja supermoč, tvoja mana. In kolikor si ti zaradi poti nazaj k sebi in k svoji mani zavestna svoje supermoči in da veš, da nihče na tem svetu nima te formule, nimaš konkurence. Ampak tega se moraš zavedati. In to je to, kar si rekla, kaj to sploh pomeni, bodi ti. To je to. To je ta mana, to je ta formula, in ko jo najdeš in kar staroselska ljudstva imajo, se še vedno je ljubosumje, pa še vedno si lahko želiš, da bi imel drugo mano. Ampak če si predstavljaš čisto plastično sestavljanko, ki na koncu tvori eno veliko lepo sliko, ti si en košček v tej sestavljanki. In če si zavesten tega, da si ta košček, potem ti si del skupnosti. In doprineseš v to sestavljanko svojo mano. In ko imaš to, pripadaš in veš, da te rabijo, če hočeš sestaviti sliko. In ko pripadaš, dobiš pomen. In smisel. In smisel. In tega nam danes manjka. Ja. Ker smisel ne more biti samo to, da boš jedel, pil in služil denar, ne? Veliko ljudi nas je iskalo v tem, kar nam je sodobna družba pokazala kot kriterije, parametre uspeha. Pa sem prepričana, da obe veva iz lastnih izkušenj in iz opazovanja drugih ljudi, da tukaj ni nikoli konca. Ja. Ker je vedno lahko še več. Še bolj bogat, še več vil pa čolnov, pa še več lepši moči, pa še več, ja. Tega ni nikoli konca. Se pravi, kako, in če se vrnem in zaokrožim to misel, zakaj? Zato, da bi namesto, da iščemo nove in nove modalitete, da konstantno begamo po novem znanju, še to knjigo, pa še to bom prebrala, pa še na ta tečaj bom šla. Kaj, če enostavno je dovolj, da se samo ustavimo in se srečamo nazaj s svojo človečnostjo, s svojo mano in samo globoko vdihnemo in gremo nazaj na tvojo kmetijo in smo bosi. Ja. A veš? In samo ta spominjanje izvora naše, in zato predniki, ker so še v stiku s tem, no. Tako da to je moja bila neka namera, no. Tukaj, ko berem, na primer, avtentičnost, mirnost, odpornost, zvestoba, skromni ponos, kreativnost, pogum, vztrajnost, raznolikost. To je tako, da bi brala v bistvu na nek način vrednote, neke vrednote, oziroma svoj lasten zemljevid življenja. Kaj ti je v resnici res pomembno, ne? A veš, in zato je lepota tega, ker je tako preprost. Ja. Samo ustaviti se je treba. Pa nehati s prstom kazati, pa iskati vse razloge, zakaj pa je tebi se dela krivica, zakaj pa kaj ima ona zdaj, ne vem, ta kozarc, ki ni zdaj, ne vem, kjer kozarc je ta kozarc. Ja, če vam to pomaga, da se zamotite pri tem, da ne čutite svoje lastnega nelagodja notranjega, lahko seveda. Ampak ni pa nujno, ne? Ker lahko pa rečeš, ne, bom prevzel odgovornost za svoje življenje in bom oddelal, kar imam za oddelati. Kar imam pa za oddelati, je pa to, da če je bila moja pot taka in sem naredil obvoz, da si v tej točki rečem stop in to boli. To boli, ker sama dobro veš, kjer si na sebi delala in jaz sem na sebi delala, ko se zaletiš v svoj lasten zid in da ko vidiš, koliko si se odmaknil od lastnega sebe in svoje
poslanstva in vloge, res boli. Ampak če imaš to srečo, da se lahko ustaviš in se potem nazaj začneš vračati v svoj kor in potem iz tega nazaj k sebi zato in iz tega potem zaživiš, kar je res tista tvoja stvar. Ko te poslušam, si predstavljam, na primer, kako bi te pred 10 leti razumela, a bi te razumela. Verjetno je za to potreben čas, da razumeš, oziroma da se je treba v nekem trenutku odločiti zase. Jaz se zadnje čase zelo veliko ukvarjam tudi s to lastno vrednostjo, veš? Ker se mi zdi, da je tudi jaz, da sem jo jaz zgubila, oziroma da zdaj, ko o njej zavestno razmišljam, da sem vredna že samo zato, ker sem. Seveda. Se veš, mi smo vredni šele takrat, ko smo pridni, ko zaslužimo, ko smo lepo popredalčkani vpeti v družbo, ko najdemo tam svoje mesto in tako naprej. In da že od tukaj naprej v bistvu je človek nemiren in zato dela tudi odklone, a ne? Samo veš, to so vsa pričakovanja oziroma neki družbeni programi, ki jih pač skozi odraščanje dobimo s sodobno družbo. In ko si rekla, a bi me sploh razumela, žalostno pri celi stvari je, da smo se res toliko odmaknili od te preprostosti bivanja in smo toliko obdani, kot čebulca, velika dala to primerjavo, kot čebulca, ki ima te plasti okrog tistega centra. Imamo toliko teh plasti, teh nekih pričakovanj in vsega, da najbolj preproste stvari o tem, kdo ti si, se nam zdi, to je ziher nekaj duhovnega, to so unija, veš, sektaši. Ja. Ampak prej sem ti omenila, ko smo se pred podajo pogovarjali, da prihajam iz konference, bila sem v Oxfordu na konferenci o travmi in prvič to je resna konferenca, na katero prihajajo strokovnjaki, pač to je strokovna konferenca, niti ne toliko poljudna. Jaz sem doživela Zvezdana prvič v vsem svojem času, da smo mi začeli predavanje z meditacijo. Dr. Richard Schwartz je začel predavanje, resen gospod, doktor, z meditacijo in potem je govoril o tem, kako obstajajo taki in drugačni načini, ki se odprejo kot portal v drug del sveta, ki ga do zdaj nismo odprli, ker je novodobni svet rekel, da ni dovolj oprijemljiv in ker so vse razne vere rekle, da je to preveč neki. Ja. Ampak da je to nekaj, kar so naši predniki ves čas živeli. Ker kaj smo pa mi imeli na voljo takrat? Naravo, ki nam je bilo vse. Trgovina, lekarna, prostor za izvajanje ritualov, začiščenje, druženje in vse. Ja. A veš, in da je novodobna praksa zdaj začela odpirati se temu, ki je že prišla do svojih limitov, ki več ne ve, kaj naj sploh še naredi s temi naraščajočimi številkami. Da so dejansko, on je tudi rekel, dajmo se samo vrniti, ustavimo se, boste razumeli, ko se boste ustavili in boste prisotni v tukaj in zdaj, bojo vsi vaši problemi, ki niso tukaj in zdaj, ostali v vaši preteklosti. Ja, mi seveda s temi predsodki, kaj je to, vse to je čisto brez veze, ali pa da to ni znanstveno dokazano, pa ne vem kaj še vse, res smo obremenjeni s tolikimi informacijami, da je to odlaganje izjemno pomembno. In dejstvo je tudi, da če živiš v naravi, tako kot jaz, zato jaz tam sploh živim, ne glede na to, da je za mene komplicirano, so vse te poti, pa tako umeščanje v to vsakdanje življenje, me pa tako pomiri in tako zelo sem začela razumevati spremembe, mi se vsi sprememb ljudje pač bojimo, oziroma ne vem, odkot je to, ampak jaz jih tam vidim v takem ritmu, da jih jaz kot človek lahko sprejmem. Super. Se pravi, v tem moram sprejeti ta počasen ritem in moram se pravzaprav čuditi, ker je zelo lepo gledati to, kako se to spreminja. In mislim, da je odmik od narave v bistvu ta sestop, kjer smo se mi izgubili.
3 stvari so po celotni raziskavi, ki sem jo naredila okrog sveta, bile izrazite vsem plemenom iste. In sicer, kaj jih povezuje? To, kar si omenila, čaščenje narave, kot iz našega izvornega doma. In oni tega, ki mi rečemo, trajnost moramo pomagati zemlji. Ne vem, kdo bo komu pomagal v tem primeru. Se vidiš, 2-krat zatrese, pa pošlje poplave, pa jedijo. Se pravi, čaščenje narave kot našega doma. Naslednja je dejansko to, kar sem prej omenila, se pravi, moja lastna identiteta, moja lastna vrednost in kaj je tisto, kar jaz doprinesem skupnosti. In skozi to pripadnost skupnosti, življenje v skupnosti. In pa tretje, in tukaj se pa zdaj nanašava na to drugo temo, je pa čaščenje starejših kot nosilcev modrosti. In če pogledaš sodobno družbo, mesta, individualnost, in pa dajmo jih tja, ker nimam zdaj časa, pa bom mogoče šel enkrat na mesec na obisk. In iz tukaj je potem prišlo tudi to, ko sem jaz začela iti v ta prehod, v perimenopavzo, ker sem se nekje v globini, čeprav to ni bil razlog moje poti, ampak vsem so tudi o tem te gospe starešine, modre ženske govorile, da sem se odločila začeti pisati najprej svoj lastni dnevnik, ki je bil izključno in samo reflektivne narave in kot moja neka terapija, ker je res cel rock'n'roll, teh hormonov in vsega. In ko sem enkrat imela to malo zapisano, sem dala svakinji in se spomnim in je ona rekla, vsake toliko se je obrnila, ja, pa to, pa jaz tudi, a to se tebi to dogaja. Se pravi, nisem nora. Rekla, Saša, ti moraš to spraviti v knjigo, pa ti moraš to dati ven. Ženske se v letu 2025 ne zavedamo, da je tukaj vzadaj cela evolucijska formula, ki je logična, da se bo zgodila. Vsi vemo vse v puberteti, ker moramo te naše mulce prenašati v tistem nekem obdobju, ampak to je enako stanje, samo da se takrat prižge, zdaj se pa ugasne. Ampak nismo podočene in ker je bil prazen prostor, je farma najdla svojo pot in ga je naredila kot neko napol bolezensko stanje, ki ga je treba premostiti. Jaz sem v forumih, kjer ženske so pridružene, rečejo, pozdravljene so trpinke. In zato je pa nastala potem zdaj ta knjiga Postajam ona, kjer bi pa rada, kar si res želim je, jaz nisem niti strokovnjakinja, res ne vem nič, ne bom nobenih nasvetov nimam za dati, kaj jest pa kaj ne, ampak opisala sem svoj prehod z prtljago, to bom tem rekla, opolnomočena z znanjem staroselskih starešin, ki mi je odzvanjal, ko sem šla čez to, da mi je pomagal, da sem ga videla širše kot simptome. Ker čim je simptom, ga moramo zdraviti. Da sem ga videla bolj celostno v smislu prehoda v neko novo življenjsko obdobje, v katerega se levim in ni prijetno iti čez ta prehod. Jaz to, kar sem prej opisala, seveda takrat, pred 10-15 leti se pa v resnici ni govoril in je bilo v resnici, ko je meni rekel moj ginekolog, da se mi suši jajčnik, sem mislila, tako da zdaj pa je res že konec z mano, da se sušim. In je bila to v bistvu na nek način sramota, ker to je pomenilo, da si star, da si za nasmetišče. In mi se lahko še toliko pogovarjamo o tem, kako to ni res. Samo pojdi ven, živeti med starejše ljudi, med te, kamer mi tudi prihajamo. Mislim, je toliko predsotkov in toliko zelo omalovaževanja. Mi lahko govorimo, kako so stari in mislim, se delamo, spet gre za neko moralo, v resnici pa jih potiskamo stran. Ljudi, ki največ vejo, ki so, mislim, prešli celo življenje. Jaz, ko se spomnim, zdaj se bom mečken daljša, ker sta Polde Bibič in Majda Potokar šla čez oder in jaz sem bila mlada punca, nekaj sem na tleh tam igrala, ona dva sta morala pa čez cel oder iti, jaz tega v življenju ne bom pozabila. Nič nista govorila, samo šla sta, držala sta se za roke in jaz sem razumela celo igro,
ki je pa nihče ni nič povedal, in celo njuno življenje. Prinesla sta s sabo toliko nečesa več, da mi gre še danes na jok. Ker sem si rekla, tako bi jaz, v tako igralko bi se jaz rada en dan spremenila. In v bistvu sem na nek način jezna, ker ne samo biti star moški je težko, ampak biti stara ženska, stara baba je danes konc. Kaj jaz delam na televiziji? Ne dam prostor komu drugmu. A veš, mislim, prej sem morala dati prostor pametnejšim od sebe, pa pol sem morala dati prostor otrokom, pa pol sem morala dati prostor že ne vem komu, a zdaj pa spet moram dati nekomu prostor. Kdaj bo pa prostor zame? Dala sem ti kar nekaj iztočnic, ki jih tudi ti opisuješ v tej knjigi. Natanko takrat, ko si ga boš vzela. A veš, in vzeti si prostor, veliko krat reče, ja, moš postaviti mejo, ne, recimo tudi otrokom. Postaviti mejo. In jaz sem velikokrat mislila, ok, dobro, nekdo ni prijazen do mene, nekogar vedenje, početje je za mene škodljivo, se pravi, jaz te osebe, tega projekta, tega nečesa ne bom imela več v svojem življenju. Ampak ni v resnici to. Postavljanje mej, notranjih meja, je tisto, da ko si ti toliko suverena v tej svoji hoji, ker zdaj si ti ta, ki hodi. Da lahko te kdorkoli gleda pa rečejo, da ja nisem razumel, ali naj pride kakšna mlada lepa v miniki, pa z visokimi petami, pa v mrežastih nogavicah, ali karkoli. Pa boš ti stala v tej svoji notranji moči in v teh notranjih mejah, skozi katere nobeno od teh mnenj ne bo prišlo, ker boš vedela, da nič od tega nisi ti. To vse so oni. In to vse samo govori o njih in o tem, a so se pripravljeni spopadati z neko svojo zgodbo ali lažje kazati s prstom. In ko pridemo do tega notranjega miru in prehod v tretje življenjsko obdobje, perimenopavza, ki potem lahko pravijo, ne vem, zdaj se pogovarjam, sem se pol malo podučila, ko sem to pisala, lahko traja tudi 5 let, ne? Ampak, če primerjava to z nosečnostjo, ne? Veš, nosečnost traja 9 mesecev, pa ti imaš 3 otroke, jaz imam 2 otroka, tudi ne moramo reči, da je skozi najlažje, kup enih pride stvari, ampak rojevaš novo življenje. Kaj lepšega od tega? In če to primerjavo damo k temu obdobju, rojeva se novo življenje. In ta prehod, pride z možgansko meglo. Meni se še, na srečo, zdaj se mi danes še pri tebi ni zgodilo, da bi kar pozabila. Ker veliko se mi zgodi, da tako nekaj blazno razlagam, pa kaj sem že hotela po bistvu povedati? A veš, to so vse simptomi. Ne? In prej smo se s svojo ekipo pogovarjali, ker so rekli, da kamin še ni toliko močno obržgan, ker je še jesen pa to. So rekel, še dobro, ne? Če ne bi prišli v vročinski oblivi in vse to vezani na ti. To so vse stvari, ki so tukaj. To reči, tega ni bi bilo žaljivo, ker veliko žensk ima s tem lahko resne težave. Ampak to je prehod, kot nosečnost. In to mine. In potem pride pa to novo življenje in ta svoboda, ko so te notranje meje, kaj se te še dotakne in kaj ne, toliko močnejše, da je enostavno super. Nobenih pričakovanj več ni, se pravi, poskrbela sem za reprodukcijo znotraj človeške rase, dala sem človeštvu 3 otroke, kljukca, to sem naredila, to sem, wow, v bistvu je zdaj res moj čas. A veš? In v polnosti sprejeti to svobodo, da rečeš, wow. Ampak, ne, pa so spet pri tem, potem temu lepemu kozarcu, a je pol poln ali pol prazen. Kaj je lažje? A je lažje reči, pa se zatakniti v tem bolezenskem stanju, pa iskati tablete, pa hormone, pa ne vem kaj, pa se, ali spustiti. Aboriginska starešina je rekla Pavlini, ko tvoje telo prehaja v zrelo dobo,
bo potrebovalo za to, da bo sidralo vso modrost nekaj časa. Vkolikor mu boš dala ta prostor in čas, da se to sidra, bo to potekalo lahkotno in brez težav. Vkolikor si tega časa ne boš vzela, te bo začelo opozarjati s telesnimi simptomi. Ti si tukaj v tej knjigi napisala, kar je seveda neskončno zanimivo brati, kako gledajo na to obdobje še druga, se pravi aboriđini, še druga stara ljudstva oziroma plemena. A lahko malo še nam tle poveš, kako kaj kdo gleda? Ker je to res zanimivo, ker nas spomni, ne, pravzaprav na izvor, se pravi, je avtentično, ne? Eno od njih sem nekoč na eni od teh poti vprašala, če nič ne pogreša, ker so bile te mlade tam, pa so skakljale, si veš, kako je to vse, pa ta mladost, pa se je res lepo, tako res, jaz tudi pogrešam to obdobje, ker si vas tak lahkoten, pa poskočen, pa to. In sem jo vprašala, a nič ne pogreša tega obdobja, ne? Čeprav je imela status v plemenu, se pravi, je bila ta modra ženska. In je rekla, a veš, če potok ne bi postal reka, ne bi nikoli srečal morja. In take ti dajo, recimo včasih, ne, tako kot so prej govorili o najbolj preprostih stvareh, ampak ker smo toliko na temu adrenalinu, da si rečemo, kaj sploh ne razumem, kaj sploh ti govoriš. To so take enostavni stavki, pa take primerjave, ampak jih res slišiš šele, ko se poglobiš. Kako je res preprost. In ja, logično, moj mož prav, Saša, voda vedno teče nadol. Ja. Ti lahko še toliko probaš ustaviti to, ampak ali bo nastal jezero, pa bo pol enkrat poplava, ali pa spustiš, spust. Ja. Nekatere naravne zakonitosti so tam, kjer so. Pika, stop, to je to. In zdaj, ali probaš to presekati, in ker moderna družba poveličuje mladost, lepoto, učinkovitost, hitrost, efektivnost, ki zaradi tega pride, smo mi, namesto da bi spustile in uživale v tem, probale tako, kot si rekla, ne? Zakaj zdaj ti to vodiš? Ja, zato, ker imaš toliko modrosti, da to lahko in govoriš o takih temah, ki mogoče pri 30 ne bi bila sposobna. Ja, res je. A veš? Ja. Se pravi, imamo prostor za vse. Ne? In zdaj, probaš zajeziti ta tok te vode, pa uporabljati, pa dati vase, pa nase, pa na vse možne operacije iti, zato da umetno ostajaš v tisti fazi na zunaj. Ja. Ali rečeš, In maorska ženska Kimi, naša dobra prijateljica, je rekla, ko smo mlade, smo kot reka, ki drvi čez brzice, ki potem priteče v jezero, v katerem se zrcalijo oblaki. A veš? In kaj to za sabo, kaj to že, če prevedem v jezik modernega sveta, ker nima časa se poglabljati. Kako izgledajo oblaki? Ta mir, a veš, ta mir. In to, kako se znotraj tebe in v tebi in v tem, ki si toliko lepo povedala, s prezenco te dveh oseb, ki sta šle, kako se že skozi njuno prezenco zrcali vse. Ampak zato moraš spet sprejeti odgovornost za svoje življenje in reči, ja, jaz bom pa spustila, sprejela, zdaj tukaj sem. In namesto umetno zadrževala ali pa probala simptome pozdraviti ali spet nekaj zamikati in ustaviti to vodo, ki pač teče nadol, samo spustiti pa reči, če imam vsem fizične težave, veš, koliko nadomestil je v naravi, v zeliščih, ki nas lahko pomirijo, da ni treba ne vem kaj, ki so jih naši predniki in jih še danes uporabljajo. Ne? Ampak za vse to je potrebno delo. In ker smo naravnani na efektivnost in na učinkovitost in ker je to bombardiranja z enimi impulzi in z enimi informacijami,
imamo radi quick fix, da temu rečem, hitre rešitve in potem gremo rajš, ne vem, po službi na kozarec vina ali pa v fitness, pa se do konca uniče za tega, da ne pozabimo. Ja, kdo smo. Kdo smo, a veš. Ampak ja, mogoče to zdaj se vse razprašen sliši, ampak vse skupaj je dejansko, zato je ta osmica. To je en konstanten tok tega, da raziskuješ in da se res povezuješ s seboj. Kdo je sem, to avtentičnost, potem naslednja je tukaj spoštovanje do moje avtentičnosti, do tega, da to, kar jaz sem, je dovolj. Mogoče ni tebi všeč, mogoče ni tebi všeč in lahko kritizirajo, pišejo komentarje, karkoli, v redu, ampak meni in mojemu krogu je dovolj. Ja. In ko to veš, imaš to spoštovanje, imaš spoštovanje do vsakega sočloveka, ki bije ta isti boj. Ker nismo mi pa vi, mi smo vsi eno in mi imamo vsi to isto stvar. Se to mene ves čas preseneča, da naprimer mi vsi smo pristali na te pogoje mladosti, večne mladosti. Vsi vemo, vsi smo dovolj pametni, da vemo, da je nemogoče. Ja. Da je nemogoče, mislim, da bomo slejke prej, ti boš prišla za mano, jaz grem za svojo mamo, 90 let je stara, če bom jaz pri 90-ih tako kot ona, ki si vse zase skrbi, ki ima tako voljo in še vedno velike načrte, mislim, pol bom res lahko srečna. Ti prihajaš za mano, za tabo prihajajo druge in tako naprej. Kaj, mislim, kako ne, mislim, zakaj ne moramo tega ponotranjiti? Ja, to je pobeg, veš. To je samoohranitveni mehanizem, ker je to lažje. To je ta prvi odmik. Jaz se s tem ne poistovetim, ker je preveč strašljiva ta misel in je lažje tebe napast, ker s tem vržem pesek v oči in dajmo se raje z njo ukvarjati vsi, pa pustimo mene, pa bom jaz, ne? Ja, a veš? In kaj lahko v teh stvarih res naredimo, jaz globoko sočutje čutim do vseh, ki si mogoče ne dovolijo ali pa se ne vzamejo tega poguma, da bi stopili v polno moč in dejansko videli, koliko res čudovita oseba si ti. A veš, v polnosti, da bi bili toliko noter, da bi brez vseh teh ran ali pa zavisti ali pa obsojanja pogledali pa rekli, wow, katera carica je Zvezdana, koliko ona stvari ve. In kljub temu, da ji mečejo polena pod noge tam, ona tukaj sedi in ne boste mi utišali. Razmišljala sem tudi o tem, naprimer, da ti kot mlad človek, naprimer, ko gledaš se pravi ljudi pred sabo, ki grejo v ta leta in tako naprej. Zakaj se ti enostavno ne moreš, zakaj moraš ti naprimer šteti po letih, koliko je ta človek vreden, ali pa potem kako gub ima, ker ti veš, da je, namreč mi si vsi želimo biti brezčasni in mi imamo nekaj brezčasnega v sebi. In to je naša duša, to je tisto od znotraj in vsi imamo to izkušnjo, vse veš, da si ti star 60 let, pa se počutiš, kada si se včeraj rodil in se veseliš tega življenja. Ne? In namesto, da bi se skoncentrirali na ta čudovit občutek in to notranjo resnico, mi štejemo leta, mi gledamo gube, mi gledamo ne vem kaj, mislim vse, kar ni družbeno priznano kot lepo, namreč. Ker tudi lepota je zelo relativna. Ne? Kolikokrat nam rečejo, vi umetniki bi morali delati lepo, mi pa naredimo kruto predstavo in to rečejo, da ni umetnost. To je vse umetnost. Tudi tisto, kar je zares, je lepota. Seveda. Pika. Pika? Ampak to me zanima. Sem te hotela vprašati, a miš, da jaz se večkrat sprašujem, a bi mi morali svoje otroke naučiti, da bi tako drugače gledali, ali naučiti jih spoštovati, mislim, koliko je to tle učenja? Predvsem poduči, da to obstaja, ne? A veš, to res ni bila tema. Mislim, predvsem tudi ta zrela lepota, pa spoštovanje, pa vseh teh, ne, recimo. In potem se zgodi, da v perimenopavzi, in to je
v tem dnevniku, to je moj dnevnik, no, mogoče še če malo povem, kaj sem tukaj pisala, v postajam ona, jaz dejansko res brutalno iskreno opisujem vse, kar se je meni dogajalo v dnevniški obliki. Se pravi, moja interakcija in potem dodajam, ker sem šla malo raziskovati in sva se odločili z mojo urednico, da bomo to vse spremenili v knjigo, smo dodali še nekaj stvari. Ampak načeloma je to brutalno iskren prehod, kjer opisujem vse, kar se je meni dogajalo. Ja. In ko odpadajo te stare vloge, ko se poslavljaš od nekaterih vlog, ki si jih prej imel, je to lahko, kot sem rekla, zelo boleče. Recimo, ena takih je bila slovo od tiste materinske vloge, ki sem jo imela, ko so bili moji otročki majhni in so bili samo moji, saj veš, ne. Ampak enkrat star 26 let, tvoj sin pa 22, kakor moja sta, je to neka druga vloga. Ja. In kako to sprejeti, ko tvoji otroci pripeljejo partnerje. In če se karkoli zgodi, kot v tej knjigi opisujem nesrečo mojega sina, ki se je zelo hudo poškodoval in potem je bil en moment v bolnici, ko smo čakali na transport v Slovenijo, ko je zdravnik rekel, samo eden gre lahko z njim v sobo. In njegova partnerka sta se v tujini srečala, kjer sta študirala in je prišla res iz drugega konca sveta zato, da se mu je pridružila zaradi ljubezni, živi z njim tukaj v Sloveniji. Me je tako čisto prestrati, me je tako gledala in jaz v tej svoji materinski vlogi in sem se potegnila nazaj, sem rekla, Alex, ti pejt. In me je gledala in rekla, si prepričana, ker ona pa izhaja iz kulture, ki pa še ima to spoštovanje do starejših. Spoštovanje skupnosti, ona je iz Ekvadorja. Vsi ti latinski narodi, ne, že od Italije, Španije, vsi še imajo te naše izvorne karakteristike. Je rekla, Saša, jaz bom res razumela, če hočeš ti, sem rekla, ne. On je 26 let star, jaz sem bila 26 let stara, ko sem njega rodila, ko sem rodevala, sem jaz hotela imeti mojega moža pri sebi, ne moja mama. A veš, prosim, pejt. Ampak ne moram pa reči, da se v meni noter ni bil tist, to je zdaj to. Kaj pa zdaj moja vloga? Kam pa zdaj delala? Kaj ne zdaj delam? Pa kakšnega projekta ne dobiš, zato ker ne? Misliš, okej, kam pa zdaj delala? In to iskanje. In, ne, v teh prehodih je pa zdaj ključno to sestrstvo, ne? In če smo, in ta povezava, ti krog žensk, in če smo prej v tisti drugi dobi ženske, če gremo čez 3 dobe, če mogoče še to povem biološko, ne? Se pravi, v prvi dobi, ko se urejamo, ko so lepe, ko intuitivno želimo biti privlačne za tega samca, ki bo potem prišel, ali samico, karkoli, ne? In potem, da v drugi dobi poskrbimo za razplod in nadaljevanje človeške vrste, govorimo o biologiji, romantiko, zdaj tukaj na strani. In potem v tej drugi fazi je lahko zelo veliko rivalstva med ženskami, tudi zaradi tega boja za samca. A ne? In potem v tem prehodu, ko je reproduktivne faze konec, ne vem, če veš, samo 2, sicer sem zdaj brala 3, ampak samo, rečemo 2 do 3 živalski, pač in s tem človeška vrsta, na planetu preživijo prehod. Vsi ostali ob koncu reproduktivne dobe umrejo, ker nima več funkcije. Zanimivo, nisem imela tega. To se pravi, mi pa nadaljujemo. Mi pa orke, zdaj sem brala še ena, ampak ne vem, kjera, nadaljujemo. In če je bila zdaj konkurenca do zdaj, ali lahko zdaj, ker se več ne tekmujemo, ne? Se nismo več tekmice. Ne. A lahko zdaj končno se pa ustvari ta krog, to pleme, to, da se izmenjujemo, kot se midve zdaj tem pogovarjava, da se srečamo, jaz smo v nedeljo en lep tak krog, kjer se bomo pogovarjali, tudi o tem, ne vem, kako ona ne more spati, tudi je treba poslušati, če imajo te težave. Ampak vsem stopiti en korak višji in to pogledati kot prehod v nekaj, kar res prinese potem to modrost, zrelost. In potem skupaj malo pogledati, kaj lahko potem delamo v tem obdobju. Ker tukaj pa tudi jaz še iščem odgovore zase. Kaj bom delala še naslednjih 40 let? Ne vem.
Ja, jaz ti lahko povem, mislim, vsako jutro se bo zbudila z novo idejo in novim projektom in ga bo želela uresničiti. podpišem. Tako da se jaz včasih vprašam in rečem, lej, Zvezdana, zdaj pa nimaš več celega življenja pred sabo. Ne? Mislim, Imaš v bistvu. hecam se, ker se mi zdi smešen, kako je to res, kako so te odzunaj te omejitve, ko se jih zavestno zavedaš, vidiš, kako so res neumne. Ampak dejstvo pa je, kljub samo, se mi zdi, Saša, ne? Zdaj, ko sem te poslušala, ta biološka vrednost ženske, se mi zdi, da je tudi v današnjem svetu, ali pa tudi že celo zgodovino ženske, samo njena biološka vrednost, reprodukcija, pa hkrati vsi vemo, da je življenje nekaj več in očitno nam je ta biologija oziroma tudi namenila, ni nam namenila konca ob koncu reprodukcije, ampak nam je dala še darilo. Ja. Torej, Ja. In naši predniki, staroselci, so ohranili to vedenje in kakšno vlogo ima ženska kot starešina potem v plemenu, kot nekdo, komor greš po nasvet, po modrost, ne ChatGPT-ju ali pa ne vem kaj. Ja, Pejdi se pogovoriti, ker s tem se prenašajo z modrostjo, z njenimi zgodbami, se prenaša modrost skupnosti, družine, plemena naprej. S tem se gradi lojalnost plemenu, skupnosti, družini, vasi. ja. In s tem je ta pripadnost in smisel. Ne? Ali to vse završiti, nimam časa, to je brez veze, se mi bo ChatGPT vse povedal ali pa kjerkoli druga zadeva, pa zdaj vam toliko tega drugega, pa maile za odgovoriti, pa položnice na koncu meseca zaplačati, pa preživetje. Kaj si damo kot prioriteto? In sva spet prišli do izga. Vse, kar imamo v svojih rokah ob koncu dneva, je odločitev. Tega pa nam ne more vzeti. A bomo dali na prvo mesto to? Ne, jaz bom pa šla danes k moji babici. Žalost, ne morem, ker je pokojna. Ampak, a bom jaz šla, pa se bom v njenem ritmu, kot v ritmu te aborižinke, ki je pol ure povedala 3 stavke, v njenem ritmu umirila, pa prisluhnila zgodbam, kako je bilo, pa tako ona je živela, pa šivala, pa kaj delala, pa kako. In najdla v tem kakšen smisel za sebe in kako naprej. Ali bom se to pustila. In naši predniki so to imeli od industrijske revolucije naprej, ko je ženska pač mogla iti, se veš pač vse, kar se je zgodilo, ampak industrijska tehnološka, kako se reče zdaj temu? Industrijska revolucija je v bistvu žensko... odnesla v doma, ne? Ja, odnesla. To se pravi, da je bila in doma in še delala, tako, ne? To, kar danes delamo, tako. Ne? Ampak zdaj ta zadnja zgodba govori pa človek in mašina, se pravi človek in stroj. Se pravi, končno po vseh teh časih, ko smo šli čez industrijske in razne tehnološke in digitalne in vse ostale te revolucije, je revolucija 5.0 je človek in stroj. In je po 4 revolucijah se vrnil krog, da prinaša človeka in človečnost in kreativnost, ker je to naša konkurenčna prednost pred vsemi temi stvarmi digitalnimi, ki so zdaj zunaj in je na nas, kaj bomo naredili. A bomo vozniki, a bomo sovozniki. A veš? In zavest vsega tega, ne? Ja, to naši predniki so imeli, mi smo pa malo izgubili in zdaj čas, da se to spomnimo. Te naši predniki, to velikokrat tudi razmišljam, kako je, naprimer, kdaj je ženska pravzaprav zdrsnila v ta podrejen položaj. Nikoli ne bom pozabila, lani sem v časopisu v Delu prebrala, kako so zdaj že znajo ugotoviti koliko milijard let so stare kosti ali pa neki ostanki v zemlji in da so ugotovili, da so vsi tisti grobovi, a veš, po jamah oziroma tisti, kar so najdli ostanke, bojevnikov, zraven puščic in tako naprej, 40% tistih okosti niso bojevniki, ampak bojevnice, ženske. Ne? In da se je v bistvu s kmetijsko revolucijo začelo, da je ženska ostajala doma. Zakaj je ženska pri vseh teh modrostih, ki jih zdaj govoriva, kljub vsemu manj vredna? In jo ta menopauza dokončno
tako rekoč za kolje. In je manj vredna. Mislim, Ja. česa se pa bojimo? Ja. Namreč jaz, ko sem v družbi in govorim o ženskem vprašanju, moram vedno vsakokrat znova poudariti, da ne gre za to, da govorim proti moškim. Opravičujem se, ves čas se opravičujem, ker sem ženska. Ne rabiš se. Ja, A veš, no, ampak a se, veš, hočem vem, reči, vem, zakaj? ampak veš, Heros Gamos, ne? Ja. Je tudi ena od konceptov, ki jih imajo naši predniki. Heros Gamos je sveti zakon. Aha, Med moškim in žensko energijo, ne po spolih. ja, Ne? In znotraj tega so tudi ta razmerja, kaj pomeni na eni strani fizionomija moškega telesa in fizionomija ženskega telesa. In ko se enkrat spet govorim v stiku sam s seboj, ko greš enkrat nazaj sam k sebi in ki se ti zavedaš, to sveto telo rojeva življenje, to sveto telo je zaradi tega, ker zaradi njega človek sploh obstaja, okay, podvrženo tudi vsem ciklom. In ne moremo delati istih stvari, moška fizionomija in ženska fizionomija. Moški živi v dnevnem ciklu, ženska živi v mesečnem ciklu. Drugačne stvari smo sposobni delati. Zato ta osnovna primerjava že izhaja iz tega, da res nismo dovolj podučeni, da res nismo konkurenca. ja, ja. Da yin yang, saj veš, en brez drugega ne gre. In zdaj, kako se mi pozicioniramo in ali stojimo v svoji moči in samo suvereno, jaz ne dokazujem nobeno nič. Tudi Ja. v vseh svojih knjigah, jaz samo pripovedujem zgodbo. In tudi te gospe v teh plemenih so meni samo pripovedovale zgodbe. Nobena mi ni hotela v nič prepričati. In ja, lej, že v psihologiji 30% ljudi je vedno po defaultu kontra, ne glede na to, Ja, kaj boš ja, zdaj povedala, ja, tudi ja. to, da mi dve sediva tle, ne Ja. mogoče je to, ne vem kaj, AI ali kaj. 30 jih je neutralnih, se pravi, to so tisti, ki jih morda so nagovorili, da se premaknejo, da bo rekli ok. In 30% je tistih, ki rečejo, ja, slišim te. Ja. In če v življenju s svojim delom in svojo energijo in z vso, kar dajemo, uspemo, recimo, pol ljudi nagovoriti in da oni potem v svojem krogu delajo razlike, a veš, kak doprinos je to? Ja. To, da pa obstaja ta spekter, je pa pač fiziološko raziskano, znanstveno dokazano. Če rabiš še Dejstvo. dejstva. In ne gre drugače. A misliš, da se bo kdaj to spremenilo? Pa sej tudi, če se ne, a ne? Tudi če se ne, Ma ja, ja. na koncu koncev, Pa res je. lej, če to jaz pravim, zaradi tega lažje zvečer spijo, da jim ni bilo všeč, da imaš ti, da smo obe v plavem, Ja, si, ker so pa ne se modre niso zmenili, ženske. Ne? Ja. Nič se niso dogovorili, a ne? Če bi Vidiš? to ful zmotali, ali pa to, da imaš čipete in jaz so perge, v redu je. Saša, kako bi izgledal, če bi lahko bila, če bi bila ti, na primer, zdaj ta trenutek kreator, kako bi uredila družbo? Ker v bistvu tvoje znanje je res široko in se pravi, kako bi s svojim znanjem, kako bi to uredila, na primer? Ne bom pametvala, pa bom jaz izhajala recimo iz svoje družine, kot ene celice, ki bi se lahko potem prenesla lahko naprej. Kaj jaz želim v svoji družini nekako skozi to, kar sem, skozi modrostjo, ki jo imam, skozi to, kaj sem jaz doživela, se pravi, cel spekter tega, kar zdaj imam v svoji mani, v svoji supermoči. Konstruktivna komunikacija in konstruktivni, tudi če so prepiri, konstruktivni prepiri. Ne prepiri in nesoglasja per se pravi samo, Ja. da so, ker Ja. se moram jaz zdaj malo paro spustiti. Ja. Ampak če imam nasprotno mnenje, da je to neko konstruktivno, se pravi, ne na vsak način bom pa jaz zdaj te povedala, kaj ti gre, vkolikor to nima dodane vrednosti za nekoga drugega. Ja, ker tukaj je tudi velik problem. Danes vsi hočemo Ja. povedati svoje mnenje in to je to, Ja. zato ker sem avtentičen, Ja. ker živim svoje sebe. Ne? Ja. Zelo rab je Ja. kar velik. Ne? Ja. In kaj
jaz čutim, da je zapovedati, kaj čutim, da ni zapovedati, si mene vprašala, se pravi, to je vse subjektivno. Vkolikor je to, ta para, ki jo jaz imam zapustiti, bo tej osebi prinesla možnost izboljšave in je konstruktivna, potem je povem, vkolikor ne, je to sam stvar mojega ega in tega, da bom pa jaz zdaj povedala. Ja, ja. In to probam spuščati. In to probam učiti in dati kot zgled tudi ostalim. Rituali, srečanja, druženja. Ja, ja. Mi imamo čez vikend kosilo in ne glede kaj, mi si vzamemo čas in se, če le gre, enkrat na teden vsi dobimo in se srečamo in se imamo high and low, kaj je bil tvoj najlepši dogodek v tednu, kaj ni bilo fajn in se pač malo to pogovarjamo, se pravi rituali. Zdrave meje, tisto, kar sem rekla, noter postaviti zdrave meje in da tudi, da veš, da če nekdo pelje drugačno pot, kot jo pelješ ti, je to njegova življenjska pot. In mu moraš dovoliti svobodo. Ja, lahko ti je hudo, tebi recimo kot materi za svoje otroke, meni kot materi za svoje otroke. Prva stvar, ki želim, da je srečen pa varen. In če vidiš, da je na njegovi poti nekaj, kar bo, ja, seveda bi preusmerila to, ampak to je njegovo življenje. Ja. Ne? In kako, a veš, ne, kot starš, kot nekdo v fazi, kjer lahko samo še predajaš kot modrost, si kot te dve roke. Ena podpira, da gre v svet, ampak ta je pa skozi pripravljena, vkolikor se bo mogel vrniti po tolažbo, po podporo, po objem, da je dobrodošel. In potem ga spet podpreti. In to se ne konča. To je pri majhnih otrocih in pri starševstvu odraslih otrok, da se oni zavedajo. In v družbi, če si rekla, kako bi, jaz bi želela, da bi si nehali konkurirati, da bi vsak naredil to delo, da bi najprej ozavestil, šel nazaj k sebi, ozavestil svojo formulo in potem iz te formule kreiral skupno sliko in ob tem imel spoštovanje svoje formule do stragla, se pravi do boja, ki ga vsak sam sabo bije in potem podpora. Ne? Če sem jaz že šla čez nekaj in če sem toliko enih stvari doživela in prebrala in napisala, a lahko jaz skozi to podpiram. Ne dajem niti receptov, nisem niti izobražena, niti šolana za to, da bom dala kuharsko knjigo za jutri, kako stati, pa kaj točno delati. Ampak lahko pa nakažem, kaj za mene pomaga, lahko prenesem zgodbe naših prednikov in s tem nagovorim sočloveka, da opravi delo nazaj in pot nazaj k sebi. In evo. A zdaj za konec odprem pa kar malo nekaj preberem. Ja, Vikend je ritual izgube in transformacije. Bližal se je Matjažev rojstni dan in odločila sva se, da letos pripraviva prav posebno praznovanje. Tokrat ne le samo za naju, ampak sva želela vključiti celo družino. Oba sinova, njuni dekleti, da smo vsi skupaj. Prvič v tej sestavi, prvič razširjena družina. Kako sem se tega veselila. In ti si govorila zdaj o tem. Vse zato mi je... Morda celo bolj, kot sem si hotela priznati. Res sem komaj čakala smučanje in oddih na svežem zraku v objemu belega miru gora, a še bolj me je radostil tisti neotipljiv občutek, da v naši družini vse tako lepo teče, da smo v novem ritmu, da se odnosi ne rahljajo, ampak poglabljajo. Hvala, Saša. Mi smo pa dobili lekcijo. Kako si že rekla? Takole, naj se odnosi poglabljajo. Ni nam treba biti površni, ker smo dovolj pogumni, da pogledamo v globino. Evo, midva drživa za vas, za vse nas. Se vidimo naslednji ponedeljek. Hvala.